Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesečnik za september 2020. Moje ime je Lili Surum in zdaj sem na gradu na Turjaku. Letos so tale grad znova odprli, fantastično so ga prenovili. Jaz sem naravnost navdušena, zato sem tukaj posnela še malo daljši prispevek. Ob koncu mesečnika si bomo pa grad na hitro pogledali, da vas bomo malo zanimirali, da ga obiščete tudi vi. Septembra nas čakajo preobrati, presenečenja, preboji, zelo veliko intenzivne energije, kot da je že bilo dovolj. Ne vem, če se spomnite, za revijo Ona in tudi za TV Dravograd smo v začetku leta poudarili, da bo september obdobje preloma in da je zelo nehvaležno napovedovati, kaj se bo zgodilo. Smo v letu ekstremov, smo v letu, ko gre na hitro v levo, na hitro v desno in jaz si trdni, da bomo šli septembra v vse možne ekstreme. To pomeni, da tisti, ki so zelo zatirani, ki se počutijo nemočni, ki ne vidijo izhoda in bo še toliko bolj pokalo po šivih, ampak tisti glavni udarec, da temu tako rečemo, pa se bo zgodil šele oktobra. Septembra je velika verjetnost, da bomo vsi še bolj čustveno intenzivni, kot smo bili, se pravi, še hitreje nas bo nekaj zmotilo, še hitreje bomo bolj burno odreagirali. Odreagirali bomo tudi bolj agresivno kot sicer in predvidevati je, da tokrat ne bomo obžalovali kakih preuranjenih besed in dejanj, zato moja popotnica vam je: dihajte. Saj bo minilo tudi to. Če naredimo en kratek pregled, leta 2013, 14, 16, 19, to so bile karmična leta. 2020 je leto, ko bo res butalo na vse strani, da kar po domače povem. Tudi naslednje leto bo še intenzivno, bo še dinamično, bo še zelo močno, potem pa se bodo stvari pričele počasi nekako umirjati. Postavljamo nove sisteme, se pravi, se mora stari zrušiti in ravno v tem obdobju smo zdaj. Torej, na področju odnosov bi lahko dokončno počilo. Na področju odnosov bi se lahko vrnile osebe iz preteklosti in tudi sicer imeli bomo občutek ogroženosti. Zelo se bo oglasil naš strah. Zelo se bo oglasila tudi trma. Po eni strani bomo zelo impulzivni, bomo zelo se odzivali na prvo žogo, bomo mogoče celo preveč pogumni, preveč glasni. Po drugi strani bomo pa tudi zelo trmasti in nas Bog ne bo premaknil iz tistega, kar smo se mi zdaj odločili, ker mi vemo, da imamo prav. Mi ali pa nekdo, ki nam bo zelo na živce stopil. Torej, v samem septembru se nam obeta veliko nihanj. Če se bo zgodilo nekaj, kar vas bo zelo presenetilo v negativni smeri, se dajte mogoče potolažiti, da ni nujno, da bo tako ostalo. Torej, same te situacije, ki bodo postavljene pred nas, nam nosijo ogledala, kdo smo in kdo nismo, kaj smo prerasli, česa se še moramo naučiti tako kot vsi. Jaz se rada pošalim, če bi že vse znali, bi sedeli na rožnatem oblaku, igrali bi harpo in takšen dolg čas bi nam bil. Tako da, dragi moji, pogumno v september, ne se ustrašiti vseh teh nihanj in močnih energij. Vsi imamo v sebi vse, lepo in slabo, jezo in ljubezen, torej dajmo se posvečati ljubezni, mi pa dajmo zdaj na hitro pokukati še na Viteško dvorano.
Na hitro obravilo gospoda Gregorja, pozdravljam, hvala, da ste se vzeli par minut časa. Mene najprej zanima, videla sem nagačene glave, kje so to prave glave, a vemo? Prave glave se zaenkrat nahajajo v Avstriji, pa neki sorodniki Auerspergov, v neki zasebni zbirki, tako da tudi enkrat upam, da jih bomo pripeljali sem na grad. Držimo pesti, grad ste res fantastično prenovili, koliko časa je trajala prenova? Čistko nekje na pamet, da rečem nekje 5 mesecev, res tiste intenzivne prenove. Iz naše strani predvsem. Jaz moram reči, da se res vidi predanost, trud, tako da vse pohvali, jaz ne moram biti bolj navdušena. Zanima me pa, kaj ljudi najbolj zanima, kaj najbolj pohvalijo? Kaj so najbolj impresionirani? Ker veliko je za videti, od Turkov do, bom rekla, nagačenih živali, do Rozamunde, ječa je fenomenalna in tako naprej. Veliko je za videti, kaj je tisto, kar jih najbolj navduši. Zdaj tiste najmlajše, ponovadi najbolj zanimajo jih to nagačene živali, se pravi lovske sobe. Tiste najbolj srednjeveške nadobudneže najbolj veseli ta viteška razstava orožja pa oklepov. Drugače pa, če pogledam tako, če po domače rečem overall, vse pa najbolj zanimajo prav ječe. Interaktivne, ja, to jim je pa... Ječi za nalaščenje bomo snimali, prvo zato, ker je temno, drugo pa zato, da vas malo primamimo, da pridete. Prejle sem slišala, da ste se pogovarjali, tudi zelo veliko znanja imate o mečih in o zgodovini in vsem o tem, se pravi, lahko tudi vas podsukajo za rokav. Ja, seveda, jaz pa kolega sva tukaj prav zaposlena kot zgodovinarja, drugače se pa ukvarjava oba tako kot hobi in pa tudi profesionalno z mečevanjem pa prikazom, se pravi, bojev srednjega veka in pa zgodnjega novega veka. Tako da dejansko dobite all inclusive, bi temu rekla, ne? Meni je tudi to mi je všeč, ko prideš, ko si lahko prebereš zgodovino, kaj dejansko gledaš, ne? Da nekam prideš, pa gledaš meč ali pa neko lutko, pa niti ne veš iz katerega obdobja, da če nimaš neke zgodovinske podlage samo od sebe, si malo izgubljen, tako da ta del je res lepo, nazorno in nevsiljivo za tiste mogoče, ki jih pa ne zanima narejen. Ja, se v bistvu tudi mi tukaj hočemo podariti izkušnjo, ne samo informacije, ne? Ker delamo po tem češkem modelu muzeja, ne interaktivnega, tako da v bistvu so nam glavne te izkušnje ljudi, ki jih tukaj dobijo. Ja. To sem tudi jaz prej rekla. Jaz prehod po zgodovini in po domišljiji in kot vidite tudi za najmlajše je poskrbljeno, torej ne glede na vašo starost in zgodovinsko zanimanje, toplo vabljeni. Nekaj hvala. Hvala vam. Vse tisto, kar smo na začetku omenili, in seveda vabljeni tudi na Turjake. Leta 1511 je tako kot mnogo gradov in seveda hiš v tej bližini na našem ozemlju krasno igre. Grad so fantastično obnovili, zato sem tukaj posnela tudi še en posnetek in očitno danes ne znam dovolj. In nekdo mi reče,